intonacijo tega razmišljanja bi lahko uporabil nek prizor iz romana Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega, Bratje Karamazovi, ki bo morda dalo neko barvo temu razmišljanju. Nekega večera so se Karamazovi, to se pravi stari Karamazov in trije bratje, zbrali v samostanu, ker je bil njihov prijatelj, svetniški menih Zosima. In ko so hoteli rešiti nek družinski spor, toda medtem, ko se pogovarjajo, vstane starec Zosima, stopi do Dimitrija Fjodoroviča, enega od treh bratov, se poklekne, se prekloni, kot pravi Dostojevski, naredi svestni poklon s čelom do tal in gre nazaj na svoje mesto. Drug dan najmlajši od bratov Aljoša vpraša starca Zosima, zakaj je to naredil. In je odgovoril, poklonil sem se velikemu trpljenju, ki čaka Dimitrija Fjodoroviča. In res, ko preberete roman, vidite, da je tega človeka čakalo veliko trpljenje. To se je zgodilo tam leta 1880, ko je ta roman praktično nastajal. In kadarkoli sem pomislil na ta prizor, sem vedno si rekel, da se starec Zosima takrat ni poklonil samo velikemu trpljenju Dimitrija Fjodoroviča, ampak velikemu trpljenju celotne Rusije, ki je bilo tako veliko, da je njegov kronist Aleksandar Solženicin rekel, da je to Volga ruskega trpljenja. Zdelo se mu je, da samo ta metafora nekako pokrije velikost tega dogajanja. Zdaj pa k mojima dvema podobama. Prva podoba, ki si jo bomo ogledali, zadeva slovenske politične begunce na avstrijskem Koroškem v prvih povojnih letih. Iz spominov Franca Perniška, pisal je Dnevnik, ki je ta leta opisoval, bomo izbrali nekatere zapise, ki nas bodo prizadeli s svojo nenavadnostjo. Ob njih nas bo obšla misel, kakor da bi bilo to trpljenje dodeljeno v posodah, ki jih je bilo treba izpiti do konca, tudi potem, ko bi po nekem občutju človek mislil, da ga je bilo že dovolj. Poglejmo nekaj teh prizorov. Ko so begunci v četrtek 31. maja 1945 videli, da sedaj ni nobenega dvoma več, da so domobrance, to se pravi njihove očete, brate in sinove, poslali v komunistično Jugoslavijo, da jih ne bodo več videli, ampak da so izgubljeni za zmerom, je to bilo stanje, ki ga ni bilo mogoče opisati drugače, kot z besedami, ki jih je izreklo neko dekle na Vetrinjskem polju. Rekla je, ali ne bo že sodni dan. Kdor je uporabil take besede, ta je povedal, da je vsega konec, da je konec, za katerim ni ničesar več, da je to absolutni konec. Poleg tega je tedaj obstajal še strah, da bodo vrnili tudi tiste, ki nikoli niso nosili nobene uniforme. Tega dni zapiše Pernišek v svoj dnevnik naslednje. To, kar se je zgodilo z domobranci, se utegne vsak trenutek zgoditi z nami.
mi na svetu nimamo nobenega prijatelja več. To je bil strašen, lahko bi rekli, neznosen udarec. To, da ne je bil že kakršenkoli, ni bil zadnji. Kmalu je sledil drugi. Britanci, ki so prej trdili, da niso vedeli, kaj se bo z domobranci zgodilo, so najkasneje takrat, kot Slovenci, to se pravi 31. maja, zvedeli za resnico tudi sami. Toda to jih ni oviralo, da ne bi, brž ko so se stvari nekoliko uredile, vzpostavili najtesnejše odnose z vojaškimi, političnimi in policijskimi predstavniki jugoslovanskih komunistov na Koroškem. Kakor da se ne bi bilo z vrnjenimi domobranci ni zgodilo. Kakor da sedaj ne bi že vsi dobro vedeli, kdo in kakšni so ljudje, ki prebijajo v teh njihovih barakah. Posledice sodelovanja Britancev s komunisti so se kmalu pokazale. Za belo nedeljo 1946. Zapiše Pernišek. Danes je bila izvršena pravcata blokada taborišča, tako kakor so jo nekdaj v Ljubljani izvali Italijani. Angleška vojaška policija, ki je prihajala v taborišče, Pernišek je bil takrat sedaj v Pegecu, je hotela vedeti, kaj je z vojaki, ki so ostali, kje so in kaj delajo, kje so in kaj delajo zlasti oficirji. Hoteli so celo zvedeti, kdo so ljudje, ki športno trenirajo taborično mladino. Vojaška policija je zapirala vidnejše slovenske posameznike in jih zasliševala, tudi po cele dneve. Tako so zaprli doktorja Basaja, ravnatelj Bajuk se je rešil z begom. Na vsak način so hoteli dobiti tudi doktor Kremžarja. Nekoč so poskusili to tako, da so mu nastavili past. Zahtevali so, da pride po živilske nakaznice v kuhinjo, sam osebno. Medtem pa ga je na cesti zunaj taborišča že čakal policijski avto. Tega dne zapiše Pernišek v svoj dnevnik tole. Tako torej, izdali so kralja in njegovo zakonito vlado. Izdali so nas, potem ko so nam priznali politični azil. Po njihovi verolomnosti in preračunanem izdajstvu je bila naša Slovenska narodna vojska izročena komunistom, ki so jih zverinsko poklali. 13.000 mož in fantov. Zdaj pa iščejo in loveše naše voditelje, jih zapirajo v ječe, nam pa mečejo ob vsaki priliki očitke s kolaboracionizmom, izdajstvom in kvizlištvom. Poletje 1947. Oktober 1946. so begunce iz Pegeca preselili v špital, se je v taborišču pojavil celo nekdanji vodja angleške misije pri vrhovnem partizanskem štabu v Bosni, Fitzroy McLean, in spraševal za domobranci in četniki. Dne 17. julija 1947. zapiše Pernišek v svoj dnevnik. McLean hodi po taborišču in lovi ter presreza mlade fante in moške in jih sprašuje, če so bili domobranci. Ko mu odgovarjajo, da niso bili, jih vpraša, če so proti komunisti. Ko mu pritrdijo, jih vpraša, zakaj potem niso šli k domobrancem, če so proti komunisti. Tako cinično se je s temi nesrečnimi ljudmi pogovarjal eden od glavnih krivcev za njihovo nesrečo. Posledica McLeanega obiska je bila ustanovitev posebne McLeanove zasliševalne komisije, na čelu katere je bil postavljen major Stud. Stvari so se stopnjevale. Septembra 1947. je bil na Bledu podpisan sporazum med vlado Združenega kraljestva, med Angleži, in Jugoslavijo, glede jugoslovanskih razseljenih oseb. S tem so praktično legitimizirali OZNO v slovenskih koroških taboriščih. Ta sporazum je urejal vprašanje, ki zadevajo razseljene osebe in kolaboracioniste. Kar je pomenilo dobesedno aretacije, zasliševanja, poročanja, preiskave v taborišču iz zunanjega, izvajanje zahtev jugoslovanske vlade, razdeljevanje jugoslovanskega propagandnega gradiva, izročanje ljudi, ki jih je zahtevala jugoslovanska vlada. Ob tem je Pernišek zapisal v dnevnik. Nič nismo več vredni. Le smeti smo, ki jih je veter zanesel na tuje dvorišče
in zdaj hočejo to smetišče za vsako ceno očistiti in se nas znebiti. Hočejo nas duševno zlomiti, da bodo lažje dosegli svoj namen, da se vrnejo v Jugoslavijo. Razmere postajajo vedno bolj neznosne. Člani jugoslovanske uradne misije prihajajo v taborišče in zastrašujejo ljudi. Dr. Blatnik, duhovnik iz Rakovnika, sporoči, kaj mu je povedal neki počasnik angleške tajne policije. Rekel je tole: sedaj se bo začel divji lov na Slovence, na profesorje, na doktorje, na duhovnike in na drugo inteligenco. Angleška policija brska po kartotekah v registracijski pisarni. Pernišek zapiše 12. oktobra 47. tole: dobršen del moških že ne prenočuje več v taborišču, ampak na skednih, sosednjih in bližnjih kmetij. Mnogi pa prenočujejo po gozdovih, noči so že vlažne in mrzle. Dne 1. novembra stoji v njegovem dnevniku tole: slutimo v novično blokado. Zvečer moški trumom odhajajo iz taborišča v Napolje in v bližnje gozdove na desnem bregu Drave. 3 dni zatem pa beremo tole: vsako noč pobegne do 150 mož in fantov. Mnogi vse noči prezebajo zunaj na poljih in gozdovih. Iz enega od teh dni je tudi tale zapis: po taborišču se sprehaja jugoslovanska repatriacijska misija v spremstvu nam nepoznanih angleških častnikov in civilistov. Kmalu zatem stoji tole: ob 5. zjutraj je angleška vojska blokirala taborišče. Izkazalo se je, da so iskali od jugoslovanske vlade izbrane in zahtevane ljudi. Gonja doseže višek, ko komandant razglasi, da bo po sklepu vojaške vlade preselil 54 vodilnih ljudi iz taborišča v taborišče St. Martin pri Beljaku. Ti so bili od jugoslovanske vlade osumljeni, da ovirajo repatriacijo in širijo proti jugoslovansko propagando. Beguncem je prepovedano ne samo politično delovanje, ampak tudi politično izražanje. Ko so oktobra 46. begunci iz Pegeca prišli v Špital, jih je komandant takoj seznanil z zahtevo, da se morajo preseljene osebe, navajam, vzdržati vsakega politiziranja in kritiziranja razmer v katerikoli državi. Če bi se koga dobilo pri takem političnem delovanju ali iskanju zvez, temu ne bo mogoče več pomagati. Konec navedka. V skladu s to taktiko je komandant taborišča v Špitalu po maju 47. celo prepovedal izdajati taboriščno glasilo Taboriščnik. Ko vsi ti pritiski nič ne pomagajo, jih vodstvo taborišča hoče izstradati. Že 31. julija 46. najdemo v Perniškovem dnevniku tale zapis: ljudje so zelo lačni. Nasilje v obliki predaje se ne upajo prizoriti. Zato ta krutost z ubogimi brezpravnimi ljudmi. V jeseni tega leta je bil napovedan mesec intenzivne lakote, navaja Pernišek. V tem času bomo prejemali dnevno na osebo samo 5 dekagramov kruha. Pri tem moramo vedeti, da je ta kruh bil praktično vse, kar so dobili. In mogoče moja opomba, da jih v teharjah nismo dobili 5 dekagramov, ampak 6. Od nikoder ni bilo nobene pomoči. V tem oziru je zanimiv obisk škofa iz Yorka dr. Garbeta. Pernišek navaja: taborišče si je samo površno ogledal, pripeljal se je družbi cerkvenih in vojaških dostojanstvenikov, stopil v kuhinjo in v eno barako, potem pa taborišče hitro zapustil. To je ena vrsta glasov, ki prihajajo iz Perniškovega dnevnika. Je pa še druga, nič manj vztrajna in nič manj pretresljiva. To je strašna vera slovenskih beguncev in njihovo strašno zaupanje v Boga. Strašna pravim zato, da nekoliko izrazim neizmernost te vere in tega upanja. Ko se je 31. maja 1945 razvedelo,
da so Britanci izročili domobrance komunistom, se iz Perniškovega dnevnika zasliši tale stavek: ostani z nami vsaj ti, Gospod. Ostani z nami v naši smrtni uri. Za Veliko noč 1946 slišimo tole: procesija je bila veličastna in izraz naše žive vere. Manjkalo so samo še bandera, pa bi bilo kakor doma. Videl sem može, ki so od ganjenosti jokali. Ko je 19. septembra 1947 begunci zvejo za britansko-jugoslovansko konferenco na Bledu, se v Perniškov dnevnik zapiše tale molitev: vendar v Boga zaupamo. On nas ne bo zapustil, še manj osramotil, ampak ob svojem času rešil. Morda bo to le zadnja, najtežja preizkušnja. Zadnji dan julija 1946 se je po Tristaškem polju vila spokorna procesija beguncev iz Pegeca. Pernišek je takrat zapisal: na gričku pri kapeli naše ljube gospe se procesija ustavi in zbere okoli oltarja in pod milim nebom dariti svete maše. Pred njenim obličjem begunska družina ponavlja svoje obljube, da bo čisto in trezno živela, da bo spoštovala Gospodove dneve, da jih nikoli ne bo skrunila s hlapčevskim delom, da se bo vzdrževala preklinjanja in grdega govorjenja, da bo zmerna v noši, jedi in pijači. Tako upamo doseči milost v Gospodovih očeh in srečen povratek v svobodno domovino, prosto komunističnega nasilja in krivic. Kakšni časi pa so to bili, mi ne bi tako dobro vedeli, ko Pernišek temu opisu ne bi dodal tudi tele opombe. Navajam: prav tisto uro, ko je lačna begunska družina prosila Božjega usmiljenja, so Avstrijci v Ljencu po cestah proti njej protestirali in zahtevali njen izgon, češ da bodo sicer begunci vse požrli. Ko se pred nami razvrstijo ti prizori in ko tudi sicer pomislimo na usodo ljudi, ki so leta 1945 šli čez Ljubelj, vidimo, da se je tu zgodilo nekaj, česar zaradi velikosti ni mogoče prezreti. Nekim ljudem je bilo nekaj naloženo v taki količini, da presega naše izkušenjske norme in naša pričakovanja. In potem, ker izhajamo iz osnovne umljivosti sveta, ni daleč misel, da so ti ljudje bili izbrani. Da se na njih nekaj pokaže, izkaže. Sicer bi bilo to, kar se je z njimi dogajalo, zgolj absurd in še en dokaz, da nad svetom vladata naključje in kaos. Zakaj so morali ravno ti ljudje vse to prestati? Da so jim pobili vojsko, pa to še ni bilo dovolj. Da so jih preganjali tisti, ki so jim najbolj zaupali, Angleži, pa tudi to ni bilo dovolj. Da so na to morali še do smrti hrepeneti po izgubljeni domovini. Nek pomen je trpljenje moralo imeti. Saj ni moglo biti zaman, da je bilo tako veliko, da so ga vsi videli. Kaj je torej to trpljenje hotelo povedati? Toda preden se izročimo temu vprašanju, si oglejmo še neko drugo podobo. Ko sem pripravljal svoj prispevek za simpozij o škofu doktorju Rožmanu, ki je bil potem v Rimu v prvih dneh septembra 2001, sem znova prebral tretji del njegovega življenjepisa izpod peresa doktorja Jakoba Kolariča. Ker sem knjigo razmeroma dobro poznal, še iz 70 let, ko je išla, in sem jo po nekih čudnih potih našel, sem to, zaradi tega, ker sem to knjigo poznal, sem to naredil hitro, v enem dnevu. Ko sem zvečer knjigo odložil, sem to storil v posebnem razpoloženju, ki ga odprej
prav takšnega še nisem poznal. Če bi temu stanju ali razpoloženju hotel dati ime, bi se svojemu namenu še najbolj približal, če bi rekel, da je to bilo doživetje. Vsi veste, kaj s tem mislim. Da to ni bila ena od 10 stvari, ki jih doživimo vsak dan. Obšlo me je najprej občutje, ki je bilo predvsem slovesno. Pred mano se je odigralo in končalo življenje človeka, ki nikoli ni hotel narediti nič velikega in izjemnega, a je, zaradi časa, v katerem je živel, vse, kar je naredil, bilo veliko in izjemno. Človeka, ki je vedno naredil samo to, kar je moral in kar se je od njega pričakovalo. A od tega, kar je moral in kar se je od njega pričakovalo, ni nikoli ničesar opustil. Človeka, ki je za tiho zvestobo sebi in temu, kar je bil, doživljal samo ponižanje in nič drugega kot ponižanje. In nazadnje človeka, ki je to ponižanje prenašal tako, kako da bi bil prav zato rojen, da to ponižanje prenese. Mogoče je prav to tiho prenašanje naredilo, da se je življenje, ki je v enem dnevu steklo mimo mene, zasvetilo pred mano v svetlobi, ki je prehajala iz njegove zadnje poslušnosti. Če bi se takrat domislil in bi hotel to, kar je bilo pred menoj, označiti z besedo svetništvo, bi se mi to zdelo premalo. Beseda svetništvo se je namreč od tega, da je bila že tolikokrat izgovorjena, navzela nekaj institucionalnega. Moje doživetje pa je bilo prvinsko, čeprav je bilo nazadnje ravno to, doživetje svetništva na prvinski način. To je, kot rečeno, bilo doživetje in kot vsako doživetje vredno imena očaranosti. Zato ni moglo trajati. Potem, ko sem zaprl knjigo in odšel v mesto, je začelo izginjati, dokler se ni povsem odselilo. Pravzaprav ne povsem. Ostal je dragocen spomin nanj. Vedel sem, da je bilo in da je bilo resnično. Slutne so, kakor vemo, strašna stvar in Rožman je slutne imel. Ob škofovskem posvečenju je bila, kot je pozneje povedal, njegova duša, navajam, zavita v oblak temnih sluten. Iz te slutne so potem prišle tiste besede, iz katerih je sestavljena njegova začetna škofovska molitev. Naj jo navedem. Naj umrjem v zaničevanju ali pozabljenju. Naj bo moj grob neznan. Naj me zgodovina še tako črno in krivično slika. In naj tak spomin ostane name v zgodovini, ali pa naj moje ime čisto izgine, da se nikjer in nikdar več ne omenja, samo da bi kraljestvo Božje raslo. Kako vidite, je to bila daritvena molitev, darovanska molitev. Po 10 letih, to je bilo 30. čas te molitve, po 10 letih se je vse to začelo uresničevati. Ko je prišla vojna in zasedba, so se drugi lahko umaknili v ilegalo. Rožman pa se, kot pravi zgodovinar France Dolinar, ni imel kam skriti. In ker je bil zunaj, ker je bil viden, so tisti, ki so bili skriti, skušali preko njega voditi politiko. Bilo je tako, kako je ob koncu potožil doktorju Bajlecu. Rekel je škof namreč: naši ljudje so me vedno postavljali pred izvršena dejstva. Vedno je, kot smo rekli, naredil, kar je moral in kar se je od njega pričakovalo. Ni mislil na to, kaj je oportuno in kaj ni. Mislil je na tiste, ki jim je bil pastir, pa tudi na tiste, ki jim ni bil pastir.
In kaj je za vse to dobil? 1 leto po vojni je bil vključen v sodni proces, navajam, proti vojnim zločincem in izdajalcem. Njegovo ime se je pojavilo poleg imena ena največjih vojnih zločincev, Ervina Rösnerja, in za njegovega metoda Mikuža. Za njegove pravim zato, ker vemo, kako mi je bil posebej naklonjen. Za tega gospoda je to bil, navajam, izdajalski ljubljanski škof, ki je pomagal okupatorju, spet navajam, pri iztrebljanju in raznarodovanju slovenskega naroda. In svet je, ne da bi malo pomislil, vse to sprejemal. Kamor je šel, so ga spremljale besede, ki se jih v njihovi strašni pokvarjenosti komaj upamo izgovarjati. Zločinec, človek krvavih rok in tako dalje. 14 let, od leta 1945 pa do smrti leta 1959, je bil brezdomec, odvisen od tega, kar so mu podarili. To je bilo 14 let Rožmanovega ponižanja. A vse hudo pa je presegla vest, ki je v četrtek 31. maja 1945 prinesel v Anrast, to je hribovsko-tirolska vas v Visoko gori, dr. Kraljič, to je bil duhovnik, da so domobransko narodno vojsko Angleži vrnili komunistom. Iz enega od teh dni, morda prav iz tega, obstaja fotografija. Rožman stoji ob njivi in z roko prebira pšenično klasje. Iz tega dne izvirajo tudi tele njegove besede. O Marija, ali si res, ali si nas res zapustila, ali smo res eden tistih narodov, ki bo izbrisan. In ali moramo imeti veliko domišljije, da zaslutimo, kakšna so bila odslej njegova pota po slovenskih begunskih taboriščih. In vendar je šel na pot in vendar je svoje ljudi obiskoval. Kaj ob tem čutju začutimo iz besed, ki jih je v začetku julija povedal v taborišču Šentvid ob Glini? Rekel je tole: moral bi vam govoriti take besede, ki bi vas v begunskem življenju navdale z najboljšim upanjem. To bi bilo, če bi vam rekel, da pojdete tedaj in tedaj domov. Tudi reči vam moram, da je vprašanje našega povratka popolnoma nejasno. V nemoči in ponižanju pa je bedel nad vsemi in skrbel za vse. Tako, kakor je govoril nekega večera odhajajočemu duhovniku Nandetu Babniku, tako je mislil na vse. Rekel je: angeli Božji naj vas spremljajo na nočni vožnji. Ves blagoslov, ki se drži mojih škofovskih rok, bodi vedno z vami. Tako je mislil na svoje, tako pa je mislil tudi na tiste, ki so doma kričali proti njemu. Kako povzemamo iz besedi, ki jih je povedal v Argentini 16. oktobra 1949. Rekel je: jaz nisem noben večer pozabil dati blagoslova tudi vsem svojim sovražnikom v domovini. In po vsem tem je tik pred smrtjo, 16. novembra 1959, mislil, da mora ponoviti besede svetega Pavla: vsem sem dolžnik. Zadnje fotografije ga kažejo v obleki iz črnega debelega sukna, v klobuku prav take barve, kljub duhovniškemu uradniku je dejal vtis kmečkega človeka. Ob tem pomislimo, da je ta oprava ustrezna za človeka, ki je do zadnjega hodil po trdi poti, ne da bi kaj rekel, brez zamere, brez žale besede. In ko so mu 3 mesece pred smrtjo nazadnje le dovolili, da gre obiskat svoj rodni Šmihelj na Koroškem, je tudi tja šel brez zamere in brez žale besede.
14 let po teh dogodkih so v mestnem gledališču ljubljanskem igrali igro Toneta Partljiča z naslovom Justifikacija, v kateri je imel glavno vlogo seveda nekdanji ban dr. Marko Natlačen. Nastopil pa je tudi škof dr. Gregorij Rožman. Tu v tej drami je prikazan kot duhovno betežen slabič, ki počasi drsi v kolaboracijo in izdajstvo. Da igra ni nastala iz avtorjeve notranje potrebe, ampak je bila naročena in Bog veščin plačana. Dokazuje tudi osnovno protislovje, ki stoji med Partljičevo trditvijo v uvodu, da v igri, navajam, ne gre za zgodovino, ampak za literarno delo, in drugo trditvijo, da bo v njej pokazal, spet navajam, le gol dogodek in njegove posledice. Duhovno je igro pospremil v prihodnem gledališkem listu naslovni škof dr. Bekoslav Grmič, ki je izrabil tudi to priložnost in se, ne vemo koliko že, razžalostil nad tem, da se uradna cerkev še ni izrekla o preteklosti, ne nasplošno, temveč tudi glede škofa Rožmana, in da se še ni prepričljivo distancirala od pogledov, ki so tega škofa pripeljali na zgrešeno pot. Grmič konča svojo meditacijo s pozivom, navajam, da nikdar ne smemo postavljati kakršnekoli ideologije nad dobro človeka. Ob tem nam danes, ko o tem prebiramo, ostane samo to, da najdemo ime ideologije, ki je vodila nekdanje komunistične teroriste, in ime ideologije, ki je nekoč potem vodila Toneta Partljiča in doktorja Bekoslava Grmiča. Vse to nas spet prepušča tolikokrat začeti in tolikokrat v nemoči opuščeni dilemi, ali za temi rečmi stoji omejenost ali pokvarjenost. Kar pa je pri tem resnično pretresljivega in ominoznega, je nekaj drugega. V Partljičevi igri ni bilo nobenega iskanja in nobene potrebe po globljem razumetju. Njegova igra je bila samo diletantska ponovitev neke nekdanje visoko profesionalne teroristične storitve umora Natlačena. In zato ni mogla, da ne bi delovala kot farsa. In vendar so gledalci na koncu, sam sem bil zraven, vstali in 6-krat, morda celo večkrat, poklicali na oder igralce in tako počastili, le kaj če ne, umor zadnjega demokratično izvoljenega, do takrat demokratično izvoljenega slovenskega politika. Sedaj je morda čas, da se povrnemo k našemu začetnemu vprašanju. Kaj je s trpljenjem? To vprašanje bi sicer lahko razlomili na mnogo manjših, a ostanimo pri njem. Kaj je s trpljenjem? Za izhodišče našega razmisleka si spet vzemimo opažanje, ki nas je že nekajkrat zaposlilo in ki je v tem, da se včasih trpljenje nagrmadi na kakem kraju ali nad kakim človekom preko vseh razumnih mer, če smemo tako reči. Nobene pravice nimamo, da v tem ne bi nekaj videli, nekega znamenja. Saj je tako, mar ne, da kadar vidimo kaj nenavadnega in izrednega, takoj predpostavimo, da to nekaj pomeni in pri tem nimamo občutka, da smo naredili kaj nerazumnega. Vse, kar je izredno, ima za svojo izrednost vzrok. In sedaj, kaj nam veliko in nakopičeno trpljenje lahko pove? Najprej in predvsem nam pove, da sploh je. Ko ne bi bilo veliko, ga morda sploh ne bi opazili. Konvencionalne doze trpljenja, odmerene po dnevih, bi prav lahko šle mimo nas neopažene. Veliko trpljenja pa opazimo in se nujno vprašamo, kaj pa to je, kaj pa je trpljenje. Trpljenje opazimo torej zaradi njegove velikosti ali pa zato, ker je zadelo pravičnega človeka. V trpljenju pravičnika vidimo nasprotje. Prva misel, ki nam ob tem nastane, je ta,
da pravični ne bi smel trpeti. Če hočemo to nasprotje razvozlati in razumeti, ga moramo razložiti od zunaj, s poučenostjo, ki smo jo dobili od svetih besedil, od vere naprimer. A pomembno je to, da tega ne moremo narediti, če ne razmislimo vsaj nekoliko, kaj trpljenje najprej je. Torej, kaj je s trpljenjem, tako najdenim in tako opisanim. Tu bomo bolj nakazali, kot izrisali, dve možnosti, ki bi utegnili biti pomembni za posameznika in skupnost. Prvo možnost bom uvedel znano sintagmo apostola Pavla. Fructus ferre in patientia. Obroditi sad v potrpljenju. V tem izrazu je vera, da se prenašanje trpljenja, to je potrpljenje, mar ne izgubi brez sledu v pesku časa, ampak obrodi sad. To se pravi, da se v nekem prihodnem času spet pokaže in izkaže za to, kar je gradilo in omogočalo svet, zgodovino, življenje, kakor hočete. To je tako, kakor nitka na gobelinu, ki se včasih izgubi na nevidni strani, potem pa se spet pokaže kot majhen sestavni delček neke velike zgodbe. Leta 1900, primer, ki ga bomo navedli, skromen, pa vendar. Leta 1942 je v našo vas prispelo kakšnih 60 mladih židovskih fantov in deklet. Naša vas je majhna, 6 hiš. Iz Avstrije so pribežali na Hrvaško, tu so bili, kakor veste, kakor vemo, Ustaši, od tu pa v Ljubljano. Nazadnje so dobili zatočišče v graščini v naši vasi. Italijani, ki so bili takrat pri nas, so, kakor mogoče veste, tudi imeli protižidovske zakone, kako Nemci, a jih niso izvajali. Zato so imeli ti otroci pri nas nekakšen mir. Tu so bili od zgodne pomladi 42. Konec avgusta pa so v zelo dramatičnih okoliščinah, o katerih tu ne bom govoril, morali oditi. Šli so nekom v Italijo in za njimi je praktično izginila vsaka sled. Leta 2000, skoraj 60 let pozneje, pa se je odkrila knjiga Roberta Weissa, v kateri je bilo popisano medvojno bivanje židovske mladine v naši vasi. Robert Weiss je tedanje razmere dobro poznal, saj je bil kot 17-letni avstrijski žid eden od 60 mladincev na gradu. Pomembno pri tem je to, da so se s to knjigo pokazale in prišle na dan 3 stvari. Avgusta 1942 so komunistični verilci ubili Janeza Erbežnika, trgovca iz sosednje vasi, dober mesec zatem pa še Franca Tarkuža, načelnika železniške postaje Drenovič in njegovo ženo. Oba umora je avtor omenjene knjige registriral s pripombo, ki je obe žrtvi postavila v lepo luč. Za Erbežnika pravi, da je bil židovskim otrokom naklonjen, da jim je marsikaj dal, zlasti pa jih je postregel s piškoti in bomboni. Za Tarkeža pa, ki je bil postajni načelnik, pa da je mladim fantom in dekletom omogočil, da so se po mili vozili naprej na Vrhniko ali nazaj v Ljubljano. Zastonj. Najdragocenejša pa je ocena, ki je Robert Weiss dal ljudem iz okolice gradu in širše doline, da so bili z njimi prijazni, da so jih radi sprejemali, da so z njimi delili hrano, kolikor in kakršno so pač imeli. Zgodba, ki sem jo povedal, govori za to, da je svet narejen tako, da se v njem nič ne izgubi. O tem ima seveda vsak od nas svoje izkušnje. Ali se res nič ne izgubi, je izkustveno ali empirično težko trditi. Vsak od nas pa lahko reče, če se vzame čas za premislek, da ve, da so nekatere stvari, da iz izkušnje ve, da so nekatere stvari ali zelo veliko stvari
resnično ne izgubi. Mislim, da se boste strinjali, da ima vsak od nas v sebi to vedenje. Če pa se nekatere stvari ohranijo, obstaja možnost, da se ohrani vse. Le da tega ne vemo. Če pa se ne ohranijo in izkažejo izkustveno v našem življenju, se ohranijo tako, kakor so verjele, da se ohranijo naše matere, da si z njimi služimo nebesa. V začetku tisočletja je pisatelj Zorko Simčič pri založbi Nova revija izdal knjigo Srečanje z Majcnom. V njej so objavljena pisma, ki so si jih izmenjavala do Majcnove smrti. Simčič iz Argentine, Majcen iz Maribora. Posebno zanimiva pa so pisma z konca 60. let, v kateri sta na Simčičevo pobudo obravnavala vprašanje slovenstva in njegove obstojnosti. Nekateri Slovenci med argentinsko politično emigracijo so namreč pokazali na naslednjo dilemo. Ali vztrajati na pozicijah slovenstva, ki se bo v tujem svetu končno nujno izgubilo in izginilo, ali pa bi se bilo spričo te perspektive pametneje čim prej prepustiti tujemu toku in postati del njegove snovi. To knjigo je avtor Zorko Simčič s spremnim pismom poslal znanemu slovenskemu filozofu Ivanu Urbančiču, računajoč, da ga bo njegova tematika zanimala. Simčič se ni zmotil. Urbančič je takoj opazil, da poslana knjiga in poslano pismo presegata območje zasebnosti in zaslužita javno obravnavo. V uvodniku junijske številke Nove revije 2001 je zato Simčiču odgovoril v odprtem pismu. Seveda v jeziku, ki ga zaradi filozofske odločitve goji ta gospod. Dilema argentinskih Slovencev 60. let in 70. let je Urbančiča zelo vznemirila. V problemu, ki je nekoč zadel samo del Slovencev, je namreč zagledal problem, ki stoji pred Slovenci sploh. To pa praktično pomeni predvsem pred Slovenci v domovini. Urbančič se zaveda vseh oblik želje po smrti, ki se je naselila v slovenstvo. In vsega, kot pravi on sam, mnogoterega samozanikanja. Nenavadno, 10 let potem, ko je narod z državnostjo dosegel samouresničenje, pa ta, kot pravi, bolna želja po avtoeliminaciji. Kako to, da nenadoma ne vemo, kam seboj? Urbančič misli, spet se nadaljuje njegov jezik, Urbančič misli, da temu ni kriva ne naša suverena zgodovina, ne naša klavrna in neprisebna politična sedanjost, ampak da je vprašanje širše. Pravo vprašanje je vprašanje o človeku. On pravi, kaj je, kdo pravzaprav je človek danes. Slovenec danes sebe ne more postaviti kot Slovenca, ker se nekaj dogaja ali pa se nekaj zgodilo z njegovo človeškostjo. Vsi slovenski projekti, politični, kulturni, identitetni in jezikovni, so zato obsojeni na neuspeh. Tisto, kar nas ogroža, zadeva človeka, a nam ostaja skrito in izmaknjeno. V današnji svetovni puščavi človek potrebuje nekaj drugega. Živo vodo za žejno dušo. Ta pa ne bo pretekla po volji in po pameti in akciji samega enega človeka. Ta se bo človeku ponudila v neki svetovno-zgodovinski prigodi, kako pravi Urbančič, v katero bo človek od te prihode gnan skrivnostno poklican. Urbančič čaka na novo ali vnovično epifanijo, razkritje biti. Ko sem prvič prebiral te stavke, ki jih žene seveda iskrena želja dognati zadnjo podobo človeka in časa, sem samodejno pomislil na škofa dr. Gregorija Rožmana in na tiste tisoče, ki so 4 leta po koroških taboriščih izkazovali zvestobo sebi in Bogu. In potem še postavili nadomestno domovino, ko je domovina, ki so jo zapustili, izgubila svobodo in ni mogla biti več prava domovina.
Trpljenje, ki ga je prenašal njegov izgnani narod, mislim tukaj na Rožmana, je bilo zunaj razlage, zunaj po zahteve po razumetju. Tisti, ki so ga prenašali, so ga sprejeli. To trpljenje je bilo zgolj in samo sprejeto, kot zadnji in nevprašljivi temelj človeka in življenja. To je bilo trpljenje, nad katerim si človek ne jemlje nobene kompetence, da bi v njem razsojal, razen da ve, da je zadnji pogoj njegovega človeškega obstajanja. To vedenje, moral bi reči, ta temeljna egzistencialna slutnja, je vedenje, da je trpljenje še pred mislijo in še bolj človekova stvar kot misel, da je drugačno od misli, a hkrati pogoj vsake misli, ki je v stanju nositi človeka. Slovesno občutje, o katerem sem rekel, da sem ga imel, ko je znova in bežno šlo mimo mene Rožmanovo življenje, je bila posledica te slutnje. Bila je ta slutnja, če rečem najmanj, kar je mogoče reči, razveseljiva. Da trpljenje ni podoba smrti, ampak podoba življenja. Da trpljenje ni prekletstvo, ampak človekova tiha sreča in njegov blagoslov. Ali bo postmoderni človek sprejel trpljenje? Kako ga ne bi? Saj je tako blizu njega kot zrak, ki ga diha, kot voda, ki jo pije, kot sonce, ki ga greje, kot zemlja, po kateri hodi. Če ga bo sprejel, se bo pred njim odprl velik in svetel prostor. V njem bo postal toliko svoboden, toliko prost, toliko zares človek, da bo lahko postavil vprašanje, kdo je in kaj je. Če pa trpljenja ne bo sprejel, bo to njegov zadnji upor. S tem, vidite, bi lahko končal razmišljanje tega večera. A mislim, da bi bila njegova celota prizadeta. Prizadeta, če se ne bi dotaknil še nečesa. Pred kakimi 8, 10 leti sem izvedel za knjigo nemškega teologa Johana Baptista Metza z naslovom Memoria Passionis, spomin trpljenja. Knjigo sem nabavil, a je nimam več, čeprav sem bil že tedaj dovolj star, da me je življenje že lahko naučilo, da se knjig ne posoje in ne daje z rok, če jih nočeš izgubiti za zmerom. K sreči sem si prej oskrbel kopije tistih 50 strani, ki so me najbolj prizadele. Tam stoji zapisani stavki tega teologa, zaradi katerih mi, ko sem si jih ogledal, ni bilo žal, da sem postal lastnik te knjige, čeprav ne takrat, ne danes, nisem povsem prepričan, da sem jih prav dobro razumel. Zdelo se mi je, ko sem si tisto besedilo le malo natančneje ogledal, da hoče pisec napraviti primerjavo med Atenami in Jeruzalemom in pri tem izpostaviti Jeruzalem. Meni, ki sem bil kot filolog, če sploh kaj in če se sme tako reči, atensko vzgojen, meni bi se ob tem čisto lahko zbudili pomisleki. A sem po drugi strani imel tako osebno zgodovino, da sem v trenutku razumel rešilnost njegovega osnovnega poudarka. To pa je bil spomin in njegov nosilec, anamnetični pomneči spominjajoči se ne univerzalni ne splošni ne diskurzivni ampak ki deluje spominjajoč se. Da vam sedaj ponudim nekaj stavkov, ne zato, da bi imel ambicijo, da razgrnem pred vami njihovo logično strukturo, ampak da vas seznanim z nekaterimi od njihovih osnovnih besedi.
Anamnetični ali spominjajoči se je treba posebej poudariti danes, ko se je pojavila in utrdila kultura amnezije ali kultura pozabljanja in ko razumsko-teoretska pozicija ki deluje v nomosu spomina, ima za nesprosvetljenega in z moderno nezdržljivega. Da torej moderna Evropa še vedno zavrača anamnetično racionalnost, toda avtonomija se uveljavi šele v zagledanju in priznavanju avtoritete trpečih, po nedolžnem in krivično trpečih. In samo ta avtoriteta obvarja pred instrumentaliziranjem in njegovim funkcionaliziranjem. Vse to govori dr. Metz. Se pravi, pred hoteno ali nehoteno zlorabo. Pravičnost se lahko naseli samo v ki je bil izostren ob trpljenju. Šele s priznavanjem avtoritete trpljenja lahko uveljavimo človeško dostojanstvo, digniteto. Še več, z respektom pred zgodovinsko akumuliranim trpljenjem, kot se izraža Metz, postaja tudi bolj dojemljiv in občutljiv. V besedilu, o katerem govorim, sem našel tudi ta citat, ki se mi je zdaj posebej vštel. Nujnost, da se tudi trpljenju da beseda, je pogoj vse resnice. A tu so še stavki, ki merijo bolj na družbeno prakso. Kaj pa bi bilo, če bi se ljudje nekega dne mogli proti nesreči v svetu boriti samo še s pozabljenjem? Če bi svojo srečo lahko gradili samo na pozabljivosti svojih žrtev? Če bi se lahko zanašali samo še na kulturo amnezije, pozabljenja? Kje bi potem ljudje lahko še našli navdih, da bi bili pozorni na tuje trpljenje in da bi se pred njimi odpirala vizija večje pravičnosti? In kaj bi postalo, če bi se kultura amnezije ali pozabljenja razrasla in postala splošna? Če javna uporaba ne bi več klicala k prelomu z našo na pozabljenju temelječo normalnost in tako dalje. Za ilustracijo nekako tega zadnjega dodatka bi omenil dve stvari. Najprej, ko so odkrili Hudo jamo, zlasti Barberin rov, to je bilo 3. marca 2009. Se je tedaj, poleg mnogih drugih pretresljivih stvari, pokazala ena, ki je tako pretresljiva, da je nihče ne bo mogel nikoli opisati. Ljudje, ki so raziskovali Hudo jamo in Barberin rov, so enemu od trupel, ki so jih tam našli, dali ime begunec. Zakaj? Zato, ker je očitno bil še živ, ne samo živ, ampak tudi zelo pri sebi in je sklenil, da se reši iz jame. In je pod stropom tistega tunela, ki je nekam peljal očitno, spodaj pa so bili nanosi, majhen prostor med stropom in nanosi, se je plazil centimeter za centimetrom. Ne vem koliko dni, pa sploh kaj se je godilo. Potem pa je prišel do prvega izmed betonskih zidov. In seveda, to je bil trenutek resnice. Vedel je, s tistim železom, s katerim se je prebijal skozi, je začutil, da je to beton in je vedel, da je konec in je omahnil in umrl. Zdaj ta prizor, Marjetka Dolinar, slikarka Marjetka Dolinar je ta prizor tudi naslikala, je, kako sem rekel, tako pretresljiv, da bi mogoče kakšna glasba ali karkoli to lahko izrazila. Obenem pa še velik evropski pomen. Namreč, ta beg tega človeka, priti iz jame, je simbol vse evropske filozofske zgodovine
od Heraklita in Parmedena naprej. Ti ljudje niso hoteli nič drugega, kot priti iz jame. Filozofsko vzeto. Priti iz fenomenologije. Zagledati, kako so stvari v resnici. Torej, ta pot je predstavljala nekako simbolno vse ljudi od jonskih filozofov leta 600 pred Kristusom pa do danes. Ampak, kot rečeno, našemu beguncu ni uspelo priti iz jame. Platon, ki se je tudi mnogo s tem ukvarjal, je v 7. knjigi svoje države napisal podobo o jami, da bi to filozofsko teženje po čistem spoznanju, po zagledanju stvari, kakršne so, pokazal neko podobo. Tista jama je bila tako skonstruirana pri Platonu, da so ljudje živeli, sedeli, vkovani in so gledali samo na dno jame, samo na zadnjo stran jame. Za njimi pa je bil visok zid, ki ga pa oni niso vedeli, ker se niso mogli obrniti. Pa se je nekaj dogajalo, življenje, ljudje so hodili, se pogovarjali in tako naprej. Za njimi so bili veliki ognji, ki so metali senco teh ljudi na zadnjo stran jame. Kar so ti ljudje, ukovani ujetniki, lahko videli, so videli samo sence stvari, ne pa stvari same. Potem pa se je, kako mogoče veste, enemu od njih uspelo, da se je izmotal iz okovov, je šel preko vseh preprek in prišel nazadnje iz jame na sonce in zagledal resnico, kakor je rekel. Tak, kakršen svet je. Sedaj ta primerjava. Platonov človek mu je uspelo priti ven in je odprl pot naprej. Našemu slovenskemu človeku pa se iz jame v Barbenem rovu ni uspelo izviti. Ko sem včasih premišljaval, kaj to pomeni, kaj ta usoda pomeni, sem si pač rekel, da slovenski begunec iz jame, slovenski človek je hotel vedeti resnico, mu to ni uspelo, bilo je pa sigurno nekaj drugega, da je bil ob njegovem koncu pri njem Bog. Kajti, če to ne bi bilo, potem ta svet ne bi bil. Potem ta svet, ki je, kljub temu, da je vsak dan drugačen, tudi vsak dan isti in ne bi mogel biti, če bi obzorn. In bi se ob tem absurdu v Barbenem rovu bi se razpočil. Torej, to je ena stvar, ki nas spominja naš anamnetični um, da moramo tega človeka imeti pred očmi, da smo Slovenci nekaj doživeli, kar nas je zgodovinsko poučilo o bistvenih rečeh obstajanja. Druga stvar, ki bi jo pa rad, ni prav dolga, kratka, je pa neka druga podoba. To imam tudi napisano in bom, da se ne bom motil, prebral. Dne 2. avgusta 42. se je pred samostanom v Ehtu, to je na Nizozemskem, ustavil policijski avto, geštapovski. Zahtevali so 2 osebi, sestro Benedikto, Edito Stein, in njeno rodno sestro Rozo, ki je tudi našla zatočišče v Ehtu in kot karmeličanska tretjerednica služila na samostanski porti. Sestra Benedikta je počakala, da se je Roza poslovila od prednice, potem pa jo je prijela za roko in izrekla besede, ki so vsem navzočim ostali v spominu in pozneje obšle svet.
Rekla je, pridi, pojdiva za najin narod. 3 leta predtem, ko je bila še Edith Stein šel v Nemčiji in je potem zaradi varnosti je jo red poslal na Nizozemsko. Torej 3 leta pred prihodom v Echt je Edith Stein ali sestra Benedikta napisala oporoko. Končala je takole. Že sedaj z veseljem sprejemam smrt, ki mi jo je Bog namenil. V popolni podreditvi njegovi najsvetejši volji. Gospoda prosim, da sprejme moje življenje in mojo smrt za posvetitev in spopolnitev našega naroda, za Karmel v Kölnu in za Karmel v Ehtu, kot zadoščene za nevero judovskega ljudstva, da bi tako tudi njegovi sprejeli Gospoda in bi njegovo ime, njegovo kraljestvo prišlo v slavi. Za rešitev Nemčije in za mir na svetu, za moje sorodnike, žive in mrtve, in za vse, ki mi jih je Bog dal, da se nobeden od njih ne bi izgubil. To je bilo napisano, prednje šla v Echt, se pravi 39. 9 let prej pa je škof Gregorij Rožman, ko je nastopil škofovsko službo, napisal tole molitev, da je še enkrat preberem. Naj umrem v zaničevanju in pozabljenju. Naj bo moj grob neznan. Naj me zgodovina še tako črna in krivična slika. In naj tak spominame v zgodovini tudi ostane. Ali pa naj moje ime čisto izgine, da se nikjer ne bo nikdo več omenilo. Samo da bi kraljestvo Božje raslo. Mislim, da ni treba poudariti, da sta ti 2 oporoki nenavadno podobni. Zdaj pa bom zares končal samo še eno sliko. Med tistimi, ki so na Tiherskem pesku čakali, da jih odpeljejo na morišče, in tistimi, ki so jih v kočevju tlačili na kamione, da jih odpeljejo v Roške gozdove, prav gotovo ni bilo nikogar, ki bi ponovil besede, ki jih je v nekem drugem kraju in v nekih ne tako različnih časih izgovorila sestra Benedikta. Toda nekje na zadnjih kilometrih njihove poti se je, ne vsem, a zelo mnogim, izmučena misel rešila v natanko isti prostor smisla in svobode, kot ga je začutila in izrazila Edith Stein. Smrti ti fantje niso iskali in če je bilo le kako mogoče, bi se jih gotovo izognili. Toda ko so videli, da je pred njimi in da ni nikamor več nobene poti, so jo sprejeli. Na 10.000 načinov je bilo to sprejetje izraženo. V resnici sploh ni bilo izraženo. A tisti, ki že z ene same črke in z enega samega glasu ubogega človeka razbere celo zgodbo njegovega srca, je tisto, kar je v vsakem od njih zatrepetalo, razumel in sprejel. Mnogi pa so, tudi to se je ohranilo, še s človeškimi močmi, v sebi ali na glas, povedali stavke, ki so bili po obliki različni, a so se vsi stekli v en pomen. Pojdimo za svoj narod.